Pozdravljeni v tedenskem pregledu dogajanja po svetu. Združene države Amerike je včeraj pretresel bombni napad na maratonu v Bostonu. O tem se bomo danes pogovarjali z delovnim dolgoletnim dopisnikom iz Združenih držav in še vedno odličnim poznavalcem tamkajšnjih razmer, Borisom Čibejem. Dober dan. Najprej me recimo zanima, ali je to medijsko poročanje o tem dogodku, o tem napadu tako pri nas, v Evropi, v ZDA pretirano? No, poglejte, na nek način bi se lahko strinjal z vami, da je pretirano, ampak to ne velja le ob tem dogodku. To velja nasploh, pač ima Zahod, zlasti pa ZDA, imajo pač nekakšen medijski monopol po celem svetu. To vidite tudi, ne vem, če sem lahko malo ciničen, recimo, če bo, ne vem, psiček prvega moža sveta danes slučajno spustil prdec, bo to novica po celem svetu, fotografije bodo objavljene. Lahko bomo imeli pa, ne vem, tam nekje na eni čudni celini, ki je pač nekako nam ni preveč blizu, kot je kakšna Afrika, je lahko pa par tisoč mrtvih, pa ne bo niti prišlo zares v novice. Tako da na nek način je to res, ne? Da je pa po drugi strani je pa to konec koncev največji napad po 11. septembru na ZDA, bombni. Sicer še ni nujno rečeno, da je prišel od zunaj, ne? Ampak že zato je pač zelo pomembno. Se pravi, tudi če sam 11. september ni bil tako pomemben sam, kot je, kar se je napihnilo iz njega, recimo po številu žrtev, ker če gledamo, koliko je bilo potem žrtev v povračilnih ukrepih, ampak je sam ta simbolični dogodek, ker vidimo, kakšne ogromne reakcije lahko nekaj takega proizvede. Že zato je to nadvse pomembno. Kdo je pa potem po vašem mnenju odgovoren za ta napad včerajšnji? Glejte, mislim, da po zadnjih podatkih, ki jih imam, še policija točno ne ve, v katero smer zares raziskovati. Tako da seveda na prvih dveh mestih sta običajna usual suspects, kot se temu reče, ne, običajna osumljenca, in to je seveda bodisi Al-Kaida ali karkoli je še ostalo od nje. Drugi so pa seveda domači, ne. Domači so konec koncev naredili zelo velike izvedli že velike teroristične napade v ZDA. V ZDA imajo veliko tradicijo domačega terorizma, ne vem, od ne toliko hudega levga, kot so bili pač te weather report, ne, pa do resnega desnega, ne, in zdaj je tudi ravno april, ne, in ko se nekako tako ne samo se pomlad prebuja, ampak nekako se tudi te desničarski skrajneži radi prebujajo v ZDA v tem času. Konec koncev je zdaj, mislim, da je obletnica bowling tega Columbine, ne, pa zdaj ne vem, ni bila tista Oklahoma tudi enkrat v aprilu, če se prav spomnim. Konec koncev pa tudi, se ne vem, je pa tudi to ta čas, ko se ljudje začnejo zavedati, da imajo to grozno zvezno državo, proti kateri se borijo, te tudi razne milice nad sabo, ker morajo davke oddati. Tako da je še to posebej spomne zgled v tem času. Tako da mislim, da ni izključena ne ena, ne druga opcija, ne. Pri prvi bi celo lahko rekel, ampak tudi takrat se Al-Kaida ni hvalila preveč po 11. septembru. Ponovadi, če se te skrajneži, recimo neki pač islamski, se radi pohvalijo potem zelo kmalu, če so karkoli takega naredili, ne. Pakistanski talibi recimo so danes zanikali. Vem, ja, no, se to je bilo zanimivo, no, tako videti, da, ja, tako da, ampak po moje je pa, mislim, dejstvo pa je, da, mislim, če gledamo, kako je pa to počlo, na katerem mestu, kdaj je počlo, namreč ne vem, 4 ure lih po začetku, takrat, ko večina jih noter pride, ne, v cilj, mislim, da to ni bilo nenačrtovano, tako da, ja. Tako da, mislim, teroristični napad je seveda bil, ne. In kakšne bodo predvidene posledice zdaj na ameriško notranjo oziroma domačo, morda tudi zunanjo politiko? Glejte, tako je. Brez dvoma bodo ponovno zaostrili varnostne ukrepe povsod od letališč do vsega, ker to je običajna reakcija, ne. To je običajna reakcija tudi, da bodo zdaj začeli
tako kot pri vojakih, generalih podobno, ki vedno bojujejo zadnjo vojno. Ne? Vedno potem naredijo vse tako, da se ne bi to ponovilo, pozabljajo pa, da so cel kup različnih drugih možnosti tega. Ne? In ti, če imaš ljudi, ki so pripravljeni to narediti, imaš lahko ti ne vem, kako povečaš varnostne ukrepe. Poglejmo zgodovino Izraela, ki je zgodovina varnostnih ukrepov na nek način, ampak če te bodo hoteli če imajo ljudje interes, če imajo pač zagnanost, vero, mislijo, da je to edini način, da lahko karkoli naredijo, bodo naredili. Ne? Tako da na ta način, ja, recimo, ampak se pravim, zdaj spet odvisno od tega, kdo je to naredil. In zdaj, če je pa naredila kakšna zunanja sila, so lahko pa širše mednarodne posledice, to pa seveda. Sicer mislim, da Barack Obama se ne bi spustil v take vratolomne pustolovščine kot njegov republikanski predhodnik, samo ko pride do zunanje politike med republikanci pa demokrati, pač ni pretirano velike razlike. Ne? Še mogoče zadnje vprašanje, če se slučajno izkaže za notranje elemente, pa če se morda navežemo na nedavne dogodke, recimo v Connecticutu in podobne zadeve, ali bi znali to še kaj vplivati na orožarsko zakonodajo? No, recimo, to je tudi ena od teorij, da lahko je to, da so recimo te, ki so to naredili, bi lahko bili tudi eni od tistih, ki se izjemno bojijo, da jim bodo zdaj pobrali orožje, oziroma da ga ne bodo smeli več tega kupovati, kot so ga lahko, pač vse s tistimi norimi prebojnimi močjo, z ogromnimi magazini, ne vem koliko naboji. Tako da to je varianta. Jaz dvomim, da bo šlo, ker jaz bojim se, da zdaj še, da jim še, to je prvič zdaj, pa še to zato, ker je drugi rok od Obame, ker se ne boji za ponovno izvolitev, ker če bi to delal v prvem roku, vprašanje, če bi bil izvoljen, ker NRA, pač ta National Rifle Association, je najmočnejši lobby v Ameriki, poleg židovskega najbrž, ne? In je tako, da dvomim, da bi bil Obama izvoljen, če bi se tega lotil prej. Tako da, in tudi dvomim, da bodo šli še v kakšno poostritev, ker ta kakršnakoli že bo razvodenela, je eden od maksimumov, ki si jih lahko privoščijo. Pa se tudi, če gledamo Oklahoma, pa če gledamo vse, se nikoli zares niso izkoristili tega, tudi da bi zares pritisnili na te notranje ekstremizme. Ne? Tako da mislim, da je pred kratkim prišel spet neko poročilo ven, mislim, da se je v bistvu število teh organizacij celo povečalo, ne? V ZDA. Dobro, hvala lepa. Prosim.